Jaz sem Božidar Radić iz društva OMEJ. Verjetno ste slišali za nas. Eno od naših aktivnosti je tudi promocija konoplje v zdravstvene in tudi rekreativne namene. Na hitro bi samo pregledal znanstveno klasifikacijo, zato ker se v javnosti pojavljajo razne informacije o konoplji, takšni in drugačni. Konoplja je samo ena, in sicer kanabis sativa ali ne, je pa konoplja različna glede na vsebnost kanabinoidov. Imamo tako imenovano, ko bomo videli, imamo konopljo z visoko vsebnostjo THC in nizko vsebnostjo in obratno in približno z istim. Z istim procentom CBD-ja in THC-ja. Najbližje sorodnika sta hmelj in kopriva, ki sta oba itak tudi zdravilna. Nasplošno pa obstajajo 3 geografske podvrste konoplje, to je kanabis sativa, kanabis sativa indica in kanabis sativa ruderalis, ki raste v Sibiriji. Šele kasneje so ugotovili, da kanabinoidi in druge substance dejansko zdravijo in da so večina kanabinoidov je značilnih samo za konopljo in igrajo eno od najpomembnejših vlog v človeškem telesu. Kasneje bomo videli skupino znanstvenikov, ki so izolirali anandamid in THC, ki bi jih najbaje predlagali za Nobelovo nagrado. Tu bi samo rekel, konoplja je samo ena. Če je pa medicinska ali ni medicinska, pa to ne pomeni, da je z visoko vsebnostjo THC, ker vsaka konoplja je lahko medicinska konoplja. Tudi z visoko vsebnostjo THC-ja, oziroma CBD-ja in nizko THC-ja je super zdravilo za predvsem nevrološke bolnike, za epilepsijo in tako naprej. Prav zaradi tega, ker je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z ministrstvom izdal novembra oziroma decembra eno knjigico, sami si jo lahko pogledate in tudi downloadate na njihovi strani. Prav tako pa smo mi v odgovor njim izdali dopolnjeno knjigico, ker je bilo tam preveč zavajanj in nepravilnosti. Evo, nekaj manjka tu. Tu je. Konoplja je dvodomna rastlina, zato ima moški in ženski cvet. Zgoraj vidite moško rastlino in pa razvoj semena spodaj. To pa je ženski cvet, že skoraj v pozni fazi cvetenja. In tele pikice so pa dejansko tista smola z trihomi, kjer se navagajo kanabinoidi, in ta smola je dejansko zaščita semena oziroma rastline pred atmosferskimi vplivi, predvsem UV in drugimi sevanji. To smo že rekli. Približno kako izgleda konoplja, se pravi, konoplja z visoko vsebnostjo THC, tako imenovana indika, ima bolj srčaste liste in tudi drugačne. Vidite, da ima cvetove večje, je to tale, recimo, napram tem. Drugače se, evo, tu se razlikuje z visoko vsebnostjo THC, tako imenovana indika, več listov, širši listi, mogoče malo temna slika, tu se pa vidi, da je manj listov in so listi ožji, to je tako imenovana sativa oziroma z visoko vsebnostjo THC. Drugo, kako se konoplja najlažje loči med indiko pa sativo, tu naj samo omenim, da na trgu je redko kera čista indika še. Večinoma so vse med sabo križane, to ni genetska manipulacija, ampak so samo sorte med sabo križane. Indika ima široke liste, sativa bolj ozke in daljše liste. To je recimo njiva, ko smo bila z Pecom, našim predsednikom na avstrijskem Koroškem. In tudi ta, čeprav je industrijska, se dejansko uporablja za zdravljenje nevroloških bolezni, kar je pri nas zaenkrat še malo čudno prepovedano.
Zgodovina izvor, ko gremo na hitro, izvira iz srednjeazijskih visokogorij na 3000 metrov nadmorske višine in je ena prvih kultiviranih rastlin sploh, in to tako za medicinske oziroma za terapevtske namene, kot tudi za prehranske namene. Prvi znani zapisi so iz 6000 let, nedolgo tega so pa našli eno grobnico v Sibiriji, ki bi naj bila stara 12000 let in je zraven imela konopljeno smolo kot zdravilo in tudi tkivo je vsebovalo ostanke THC-ja, so delali, se pravi, so že takrat uporabljali. Konoplja je bila do začetka 20. stoletja najbolj razširjena kmetijska rastlina in kmetje so jo morali obvezno gojiti. Tudi v Ameriki je bila obveza gojenja konoplje, zato ker je cela industrija bazirala na konoplji in če ne bi bilo konoplje, ne bi Kolumb niti do Amerike prišel. Kitajska pred 6000 leti znak za konoplo. Kot terapevtsko sredstvo so konoplo uporabljale vse predantične in antične kulture, od Asirije, Egipta do skitov in že cesar v času Šenlonga je so navajali, da zdravi, se pravi malarijo, protin, beriberi, revmatizem in še marsikaj drugega. Isto stari Asirci, zakaj so uporabljali v verskih obredih, pri nevroloških boleznih, v Indiji, Benke, drugo je indijsko ime za to, za konoplo. V starem Rimu so jo uporabljali, stari Grčini so uporabljali. Tu bi se samo ustavil pri konoplji. Namreč v konoplji, na področju tega konopljenega olja, pa konopljene smole vlada velika zmeda tu pri nas. In bi rekel tako, konopljeno olje je stiskano iz semen in ne vsebuje kanabinoidov, oziroma ne vsebuje, koliko je onesnažena ovojnica semena. Konopljena smola oziroma hašiš, ševa smola, se je pa, smo rekli, se pridobiva iz cvetov s kemijskimi in s fizikalnimi postopki, zdaj v bistvu kako čisto hočemo imeti. Konoplja je najbolj uporabna rastlina sploh in je možno izdelati čez 40 000 različnih izdelkov, od plastike, goriva, zdravil, gradbenega materiala, hrane ni da ni. In to z minimalno vložko energije, kar je še posebej pomembno. Večina virov navaja, da je v konoplji nekje 60 kanabinoidov, pa ne vem, 100 ali ne vem koliko, 200 drugih sestavin. Hebrew University of Jerusalem, kjer je kot znanstvenik Lumir Hanuš, je do marca 2014 identificiral 972 snovi različnih v konoplji, od tega je 122 kanabinoidov in 850 ostalih snovi, kar so večinoma terpeni pa flavonoidi, kar bomo videli kasneje, in ki so zelo pomembni za terapevtsko učinkovitost konoplje. To so glavne skupine. Kanabinoidi nastopajo, to bomo kasneje videli, jih je čez 120, nekaj jih je glavnih, jih bomo kasneje bolj podrobno obdelali. Terpeni, to so snovi, zaradi katerih konopla prav tako, ima svoj značilen vonj, enako flavonoidi. Imajo pa vsi trije terapevtske lastnosti, s tem, da zdaj novi izraz, ki mu nisem glih našel prevoda, je entourage system, entourage efekt. To je podobno kot simbioza, samo simbioza bi bila pri živih organizmih. Kanabinoidi, recimo, kanabinoidi v rastlinah nastopajo v karboksilirane skupine, oziroma večinoma, oziroma kot v obliki kislin, ki pa niso psihoaktivne. Se pravi, če nekdo poje svežo konoplo, zaradi tega ne bo zadet, morajo ali pokaditi, ali smolo prej termično obdelati. So pa kanabinoidne kisline, isto tako terapevtsko zelo pomembne spet za druge skupine bolezni. Glavne kanabinoidne kisline so THCA, CBDA in CBGA. Kanabigerol
je eden najpomembnejših kanabinoidov, zato ker nastopa v konoplji kot prekurzor za vse ostale kanabinoide. In na ene določene meji se komaj pokaže, če je konopla z visokim THC-jem ali ne. Ko se dekarboksilira, se pravi, ko se odstrani z toplotno obdelovalo karboksi skupina, dobimo delta-9 THC, kanabidiol in kanabigerol, tu piše, da je prekurzor. Manj pogosti kanabinoidi so CBE, CBT in CBC, kar pa mi mislimo, da so kanabinoidi, so pa dejansko razgradni produkti kanabinoidov, je pa CBN, kanabinol in pač tele ostali tu spodaj. Druga skupina so terpeni. Terpeni se pojavljajo v vseh živih organizmah, zato tudi dišimo, to so aromatske spojine. Imajo zelo močno terapevtsko delovanje, predvsem pri parazitih. Zadnje raziskave dokazujejo, ker farmacija se vedno preveč osredotoča na eno substanco, ki bi naj vse zdravila, vedno bolje pa jasno, da to ne more piti vode. Zato je prav ta sinergijsko delovanje, kar je zelo pomembno. Tisti, ki uporabljamo konopljo tudi v rekreativne namene, prvo, ko pridemo, pa hočeš kupiti konopljo, jo poduhaš. Ne vprašaš ga, koliko je močna, ampak jo poduhaš in boš po vonju vedel, če je konopla dobra ali ni dobra. To je zelo pomembno, ta aromaterapija. To so navedeni pač glavni, najbolj terapevtsko učinkoviti so ti, ki so navedeni. Sestavljajo pa terpeni kar 10 do 29% dima. Tudi zaradi tega je terapevtska uporaba konoplje, ko se inhalira, ali ko se kadi, drugačna in drugače učinkovita, kot če se jemlje z oljem, zato tudi različne bolezenske stanja je treba drugače tretirati. Naslednji so flavonoidi, ti so še skoraj najmanj raziskani, samo 29 jih je do zdaj, so pa recimo za kanaflavin so ugotovili, da je najmanj 30-krat učinkovitejši od aspirina pri antihnetih. In kar je še posebej pomembno povedati, je, da vsi kanabinoidi in druge aromatske spojine v smoli modulirajo učinke THC. Enega spodbujajo, enega zavirajo. CBD bi naj bil antagonist. Zaradi tega delovanja je pravzaprav, to se bomo vrli kasneje, to dovoljenje oziroma ta sprememba uredbe, ki je ministrstvo naredilo na zadnje vrata lansko leto, dejansko škodljivo in ni prineslo za bolnike nič pametnega. Da razumemo sploh delovanje konoplje, moramo razumeti endokanabinoidni sistem, poimenovanje po konoplji in je dejansko, kot pravi dr. Melamede, najpomembnejši fiziološki sistem in brez tega endokanabinoidnega sistema dejansko ne bi morali niti obstajati. Glavni kanabinoidni receptori, vidite po telesu, kako so razvrščeni možgani, predvsem imunski organi. Namen endokanabinoidnega sistema pa vedno stabilno stanje v telesu in s tem tudi zdravje. Tu se malo preskoča, ampak recimo anandamid je prvi endokanabinoid, ki so ga odkrili, dr. Lumir Hanuš. To je, se pravi, slika pod elektronskim mikroskopom. Vidite, da THC dejansko ima identično strukturo. Ker vsak receptor oziroma tilec morajo biti enako ključ in ključavnica, da se lahko pravilno veže. Tu naj samo povem, da kasneje bomo tudi omenili, če bom pozabil, pri tej vezavi kanabinoidov je zelo pomembno, da mango povečuje učinke konoplje, tako terapevtske kot ostale, zaradi vsebnosti nekih sladkorjev in s tem lažje vezava na receptorje. Na kaj vplivajo oziroma kaj uravnavajo endokanabinoidi, fiziološki sistemi in stanja, ki vidite, da so ključni za človeško življenje, ker brez hranjenja, pritiska, prebavni sistem, imunski vnetja, tvorjenje kosti, dejansko vse to nadzorujejo kanabinoidni sistemi. Nadzoruje endokanabinoidni sistem.
S klinične študije je že leta 2004 bilo dokazano, da obstaja bolezen, tako imenovan sindrom pomanjkanja endokannabinoidov in so dokazali, da vodi do migrene, fibromialgije, krona in tako naprej. Kasnejše raziskave so to potrdile, najnovejše potrjujejo, da pač pomanjkanje endokannabinoidov vodi do večine avtoimunnih bolezni. Seveda ni samo to, ampak vprašanje je, kaj privede do pomanjkanja endokannabinoidov, ker tako kako imamo hormonski sistem, pa vse ostale sisteme v telesu, če endokannabinoid ne deluje prav, pač pride do bolezni. To so znanstveniki, ki so odkrili endokannabinoidni sistem. Izraelci so pač vedno nekaj po svoje. Cel svet je v 60 letih po sprejetju te konvencije nehal raziskovati konoplo. Izraelci so jo raziskovali ves čas naprej. In to z izdatnimi sredstvi. In oni so že s Mešulam, je že 67. leta izoliral THC. Lumir je prvi, ki je izoliral anandamid, ker so vedeli, da deluje, pa niso vedeli zakaj. In prav ta tim znanstvenikov, oziroma eni od teh naj bi bili predlagane za Nobelovo nagrado, če bo kaj z tega. Drugače so pa centralni CB1, oziroma centralni receptorji kanabinoidov razporejeni v cerebralnem korteksu, bazalni gangliji, hipokampusu, cerebelumu in CB1 receptorji v telesu so tudi razporejeni, in sicer limfoidni organi, vsi. Limfoidni organi so najpomembnejši pri človeški imunosti, tako je jasno. To je tisto, kar pravimo, se pravi anandamid in delta-9 THC, ker tudi kasneje bomo povedali, obstajajo različni THC in ni samo delta-9, ampak že samo delta-9 ima kar nekaj različic. In delovanje, vsaj bi idem malo na zdravljenje s konopljo. V svetu se konoplja dejansko uporablja v večini držav na takšen ali drugačen način. Ali so to sintetizirani kanabinoidi, ali so prečiščeni kanabinoidi, ali pa vedno več držav uvaja tudi naravne kanabinoide oziroma konopljo. Največja ovira pri tem, itak vemo, kdo je, kaj ne bomo, in to je tisto, kar sem prej omenil, da Izrael vse od konca 60-ih let uporablja in zakaj ga uporablja, lahko vidite tu. In za vsak kanabinoid približno, za kar mislijo, da bi naj pomagal. Vendar, kasneje se je pokazalo, kako hitro je substanca prečiščena in ni ostalih substanc ne pomeni nič. Mi smo imeli na sejmu Narava zdravja eno gospo iz Švedske, kjer je tudi nekaj o tem povedala, ena druga gospa, ki je pa mož imel PSP, to je Progressive Subnuclear Palsy, je bil nepokreten in ko je prišel na zdravljenje z oljem, je shodil po 2 tednih, po enem mesecu je bil skoraj normalen. Potem šla za 2 meseca nekje jeseni v Ameriko in ker ni bilo možnosti na Florido dobiti smole, je na Floridi si zrihtala Sativex, ki je pač dovoljen. In njen mail nazaj je bil, Božo, da Sativex doesn't help a shit. Načini uživanja konoplje in doziranja konoplje. Konoplja se lahko uživa na 1001 načinov, od svežih rastlin do soka svežih, čaj iz konoplje, posušeno, inhaliranje z uparjanjem, kajenje, svečke rektalne oziroma vaginalne, topično, olje se lahko tudi maže na dlesni, tinkture, lahko se kuki naredijo, pecivo, s tem, da je treba paziti, da samo do 140 stopinj, da se peče, da ne odide kanabinoidi ven. Kasneje bom še enkrat poudaril, da pri večini, oziroma predvsem pri raku pa nevroloških boleznih se najbolj obnese uporaba svečk, ker ne prihajajo do tiste nezaželene zadetosti zaradi same farmakokinetike kanabinoidov v telesu. Tu še enkrat se pravi najprimernejši način uživanja kanabinoidov preko rektalne oziroma vaginalne sluznice.
Če uživate konopljo oziroma konopljeno smolo oralno, večji del hitro pride v jetra, ker večji del spet metabolira v delta 11 THC, ki je bistveno bolj psihoaktiven od delta 9. V tem je problem oralnega uživanja. Tisti, ki konopljo z rok dajajo, bi morali ljudi na to opozoriti, ker to bomo spet pozivali na predoziranje, biti zelo zanimivo. To sem že rekel. Ko uživamo kanabinoide oralno, je zelo, pa če se tu gre za prah CBD, za kapsule ali karkoli, je zelo pomembno, da ga uživamo z maščobo, ker se kanabinoidi, pač maščobe so kisline, vežejo na to in lažje prehajajo skozi sluznico in naprej v krvni obtok in v receptore. Tu sem prej povedal, da ugodne terapevtske učinke imajo tako kisline fitokanabinoidov, kot tudi dekarboksilirani kanabinoidi, kisline THCA, CBDA in CBNA dejansko so zelo učinkovite pri klamidiji in niso psihoaktivne. Manj so pa učinkovite pri raku. To, da neraziskane terapevtske lastnosti imajo terpeni in flavonoidi, smo rekli, pri inhaliranju je zelo pomembna temperatura, ker različni kanabinoidi pri različnih temperaturah izparevajo. Če hočemo bolj učinek zadetnosti, moramo imeti nižjo temperaturo, da dobimo večji del THC-ja z manjšim CBD-ja. Tu je recimo dobro za pomirjanje, predvsem če je kakšna dobra indika, za spanje, za bolečine, recimo migrene, to ženske kar pozabijo na migrene, po par dneh uporabe tega. CBD ima najvišjo, do zdaj znano je nekje okrog 180 stopinj, se pravi, morate naštimati vaporizator, oziroma uparjevalnik se to pravi. Tile uparjevalniki, ki jih dobite v lekarnah, to ni dobro in to ne pride v poštev za to. Zdaj, doziranje in uporaba v primeru raka, ker smo se danes nekako bolj na raka, največ izkušenj do zdaj ima pač Rik. In po njegovih izkušnjah, ker se ne bomo vedno znova, več bomo verjetno rekli kasneje v pogovoru, je treba zaužiti za ozdravitev raka nekje 60 gramov olja v 3 mesecih, če ni bilo nobene konvencionalne terapije. Kakor hitro nastopi konvencionalna terapija, kemoterapija, obsevanje, vse te, je treba začeti 3-kratno dozo olja, ker je treba škodo, ki jo zdravljenje povzroči, popraviti. Rik na ogledu konoplje malo. Da hitro preletimo bolezenska stanja, pri katerih bolniki v Sloveniji uporabljajo konopljo. Vsa ta bolezenska stanja niso zmišljena, ampak so na podlagi evidenc in statistik, ki jih vodimo, in za vsakega bolnika imamo tudi medicinsko dokumentacijo. Se pravi, pri nevroloških boleznih teh je sicer manj, Parkins, ALS, kortikalna displazija, Dravet, epilepsija, multipla, motorični nevron, cerebralna, paranoidna schizofrenija, Moebius, bolečina obraznega, cerebralna, avtoimune, lupus, psoriaza, diabetes, avtizem, potrjena zaradi cepljenja, kronično vnetje prostate, KOPD, astma, revmatični artritis in pa ostale, zvišen krvni pritisk, ateroskleroza, pa to, ADHD, tako naj povemo, kaj je izmišljena bolezen. Rak. Možganski tumor, adenokarcinom pljuč, karcinom ovarjev, dojke, testisov, sarkom mehkega tkiva, mikrocelični rak pljuč, karcinom, rekli stigme, planocelularni, malo si preberite. To so stanja. Statistika, za nalaše nisem, ja ne bom danes predstavil, ker moram na enem drugem mestu v kratkem, ampak približno zgleda tako. 24 nevroloških bolnikov, ki so uporabljali konopljo, samo 2 nista imela pozitivnih učinkov. Vsi ostali jih imajo take, da večina je brez napadov, recimo pri epilepsiji, da tisti, ki so imeli multiplo, ponovno hodijo, da tisti, ki so bile rastline v vozičku, ko je bil Johan na sejmu Narava zdravje, hodijo in govorijo.
Pri onkoloških bolnikih smo zbrali cirka 120 izvidov, ki se zdravijo s konopljo in v zadnjih 2 letih je umrlo 11. Veste, koliko je umrljivost na onkološkem? Vsaj 50. V enem letu je umrljivost, to pa v 2 letih 11. Vsi, ki so umrli, so bili deležni tudi konvencionalnih terapij. Ja? 17 bolnikov ima izvide, da je rak povsem izginil, z BP na koncu z onkološkega in da ni nobenih novih tvorb. Nažalost jih je večina umrla zaradi posledic zdravljenja. Samo eno vprašanje, a so uporabljali samo konopljo, niso ničesar drugega spreminjali, ali so imeli tudi kakšne druge terapije alternative? Zdaj o konoplji govorimo. Ne, sam mislim tako, če je samo konoplja vplivala na to, ali je... Ne vemo, vemo samo, da nišče še ni umrl, ki ni bil na konvencionalni terapiji. Mogoče kje, odvisno je v kakem stadiju, kako je telo prizadeto. Če pride nekdo res, imamo, ne vem, primere, ko so poslali poročilo, da je mu žena jemala 3 dni, pomagajte, 3 dni pred smrtjo, res. Naj povem, da si velika večina bolnikov, zato probamo tudi sama konopljo vzgoji, oziroma vedno več. Zaradi tega, ker oni pravijo, da je črni trg, mi pa črni trg probamo izničiti. Nekaj sem tu še malo napisano, previden, kaj to piše? Vsi ostali že živijo, večinoma še na terapiji. Na terapiji, Predoziranje s konopljo, to je tisto, kar sem prej rekel. Predoziranje s konopljo zna biti zelo huda izkušnja, odvisno, koliko hudo je predoziranje, koliko ste občutljivi, zato ker vsako telo ima svoj nivo tolerance, ki se razlikuje tudi po človeških rasah. Najvišjo toleranco imajo Kelti, pa Irci, pa Švedi, tam gor mi malo manj, najmanj tolerantni so pa Azijati, predvsem Japonci na vse droge, pravzaprav ne samo na to. Hornby pravi, da je lahko predoziranje tako hudo, da veste, da boste umrli, samo ne boste umrli, ker še nišče nekaj. Ampak je to hudo, da res zna biti zanimiva izkušnja. Če pride do vendar to poudarjam samo pri oralnem uživanju. Kako pa zgleda to, da je to hudo? Bom razložil kasneje. Predvsem pri oralnem uživanju, če predozirate, lahko pride do res lepih izkušenj, zato jaz priporočam predvsem uporabo svečk, rektalnih, pri ženskih predvsem vaginalnih. Če pa je recimo rak, to bomo še kaj kasneje rekli, ne vem, prebavila, jeter, dosem, je treba nekaj oralno. Če je glioblastom ali kaj drugega, je treba mazati tu nad zgornjo dlesnijo, na zgornje tlesni, da pač čim prej pride učinkovito v možgane. Učinkovine. Če pride do neželjenih stranskih učinkov, brez panike, probajte zaspati, ker če se umirite in zaspite, bo vse v redu. Bolj, ko se upiraš učinku, bolj te tepe. Antidoti v primeru predoziranja. Limonin sok, črni poper, pinjole in kalamus spijete in po 15-20 minutah naj bi popustilo vse tisto najhujše. Prosim? Eno od tega. Kalamus, kaj je kalamus? Kalamus je na indijski, to je kalamus. Zrkava, to je. Ena indijska rastlina pač in to dobite v teh zdravih trgovinah, če še niso je prepovedali, je to hitro. Pač karkoli imate, ali imate, se pravi, poper, limono, pinjole, karkoli, ni problem. Tu sem prej že omenil, da manjko potenciral učinke kanabinoidov, tako terapevtske kot nezaželene, podarjam. Predoziranje s konopljo, še enkrat pomembno je, da pri konoplji ne more priti do akutne intoksikacije, zato ker možganski center za dihanje in srce nima receptorja za kanabinoide. To pomeni, lahko ste zadeti kot mamba en teden in vam ne bo nič, zato ker srce še naprej dela.
Tudi za toleranco smo rekli, da je pač predvsem tisti, ki so bolj občutljivi, 1-2% populacije sta malo bolj občutljiva na kanabinoide, morajo biti v začetku, predvsem pri oralnem uživanju, v bistvu previdni. In začeti z res minimalnimi količinami. Drugače je pa konoplja najbolj varna terapevtska substanca, varnejša od vode. Hočete tako? Zato, ker tam po 7 litrov vode lahko, mislim, to mreže zaradi padca. LD50, kdor ne pozna, to je little dose, ko v laboratorijih delajo poskuse, kdaj, pri kateri koncentraciji umrejo 50% osebkov umre, da se določi ta LD50 dol. Recimo aspirin ima 1:20, to pomeni, da če je ena tableta aspirina 500 mg zdravilo, je 20 za aspirino naenkrat pomeni, imate 50% šans za... Konoplja ima LD50 1:40,000. To pomeni, če je en joint, terapevtska doza bi moral človek naenkrat pokaditi 40 kg trave, to je ena pola sena, naenkrat, ko bi imel 50% šans, ko bi umrl. Poznam primeri iz Dunaja, ko je eden znanec švercal 120 gramov hašiševega olja v želodcu v kondomu, je šel v New York in mu je počel na poti na letališče. In je spal, to je še povedal, da naj ga pelje domov v bolnico in je spal en teden skupaj. Ni pa umrl. In tudi nišče prej zaradi straha, pa zaradi česa drugega se kaj zgodi, kot zaradi predoziranja s konopljo. Konoplja oziroma kanabinoidi so tudi ena od redkih substanc, ki jih telo absorbira za čase, ko jih rabi, ker se nalagajo v masnem tkivu. In vedno, ko enkrat začnete s konopljo, je vedno dokazljiva v telesu. Tu bi še rekel nevarnosti sintetičnih prečiščenih kanabinoidov. Sintetični kanabinoidi so že dokazano nevarni in je prišlo tudi že do smrtnih slučajev, zato ker pač sintetizirana molekula ni isto kot naravna in je samo ponazarja, ne dela pa, nima pa isto funkcije v telesu. Evropsko sodišče je celo lansko leto izdalo eno sodbo, ker se eden pritožil pač zaradi kršenja človekovih pravic, da je te umetne kanabinoide uporabljal kot zdravilo, vendar so na podlagi znanstvenih raziskav, ki jih je zaprosilo, odločili, da sintetizirani kanabinoidi povzročajo hude zdravstvene težave in prav to je, da je tako hude, da ne more predstavljati zdravila. Kaj so ga pa decembra, oziroma 1.1. zameten THC komaj ne, oziroma prečiščen. Zadnji, mislim, kaj je umrl v Nemčiji za eden. Ja, ampak daj povej Božo, da umrl zaradi sintetike. Ja, poudarjam, zaradi sintetičnih kanabinoidov. Od konoplje še ni Nišče. To zdaj govorimo o sintetiki in prečiščenju. To sem tudi rekel, kaj je Silvana rekla za učinkovito sintetičnih kanabinoidov. Tisti, ki poznate vino, isto. Noben zvarek v laboratoriju ne more nadomestiti dobrega vina, pa kakršnokoli je že. Tu bi samo rekel, da konoplja je res čudovito zdravilo, vendar ni pa naceum in ne zdravi vedno in ne zdravi vsakega, nažalost. Dobro, to smo še malo. Zdaj pa samo še en pomemben podatek. Ves čas beremo v medijih, pa vse okrog, da konoplja oziroma konopljena smola ne zdravi raka. To je laž. Se pravi, endokanabinoidi so semi K, in sicer je to, moram biti bliže previden, to je National Cancer Institute, to vest, da konoplja oziroma to zdravi raka so imeli en teden na svoji strani, pa so morali umakniti, vendar je zdaj spet prišlo nazaj. Tako, evo, to je to. Zdaj pa samo, kaj še povem za doziranje v primeru, za nalaščni sem dosti govoril. Konoplja se lahko uživa, kot smo rekli, oralno, svečkami, za vsem mogoče. Ker ima toliko neraziskano delovanje, lahko povem samo, ker za raka približno vemo, kako deluje.
ker je to pač že par tisoč bolnikov, pa iz Kanade, pa z celega sveta. Za vse ostale bolezni je pa pri konoplji edino pravilo, da ni pravila. Pri enem deluje čudovito, recimo predvsem pri nevroloških bolnikih, pri enem ne deluje nič. Zakaj, ne vemo. Konoplja pomaga predvsem ta z visoko vsebnostjo THC pri vzpostavitvi ponovno rasti živčevja, se pravi tudi tetraplegiki bi mogoče kdaj iz tega lahko imeli kaj. Možganska možganovina dokazano spodbuja rast. In kar pravzaprav konoplja dela je tisto, da popravi informacijo, zato ker konoplja se večinoma veže, vemo, govorimo o kanabinoidih, na receptorje in prav prenos informacije je tisti, ki privede do marsikaterega bolezenskega stanja oziroma prekinitve, kot je epilepsija. In glih pri epileptičnih bolnikih se vidi največji učinek in takojšnji učinek. Če so odzivni na konopljo, če niso, se tega ne vidi. Ampak recimo napadi prenehajo takoj. Mi smo imeli primer ene deklice iz obale, ki je imela zdaj že dvakrat operacijo na možganih, 20 do 30 epileptičnih napadov na dan, imela je hudo kortikalno displazijo, izrezali so jo za pomarančo možganovine, pri otroku je to 1/4 možganov, če ne več. Začela je nekje junija, prej je imela 20 do 30 napadov na dan, junija je imela 4, od 16. julija naprej pa nima, do danes. Prej so jo pozdravili vsemi mogoče operacije, en kup antiepileptikov, pa pomirjeval, pa ne vem kaj, tisti, ki imajo take bolnike, vejo, da to pomeni. Tak, jaz bi zdaj mogoče bolj na kakšna vprašanja, zato ker o tem bi lahko še dost govoril, pa bi če malo kaj konkretnega. Tole vsebnost THC-ja, CBD-ja, pri zdravljenju raka. A je, slišim, mislim, eni zelo zagovarjajo, da mora biti zelo velik THC-ja, da zdrav raka, ne? Da. Poznam pa tudi enega, ne, ki pravi, da je ravno obratno, da mora biti velik CBD-ja, da zdrav raka. Zaenkrat so se izkušnje nažalost drugačne. Res pa je, da se določene rake, ne je to povedano, ali določena ta bolezenska stanja drugače odzivajo in tudi CBD pomaga. Vendar še vedno je THC ključnega pomena pri tem. Eden brez drugega sta učinkovita samo v 20%. Tako, vse to vemo. A pa tam en tist, ena, ki je ena razmerje. Ne vemo. Glejte, te 1:1 razmerje, to je prišlo, jaz vam bom tako rekel. Prvo, sama zgodba okrog THC-ja, CBD-ja, CB1 je marketinška natega. Vedno, ko nekaj novega izolirajo ali ko nekaj ugotovijo, te je to veliki boom, tak je bil THC, dronabinol, pa marinol, so mislili, da zdaj bodo vse rešili in niso rešili nič. Glavno je, da dobite dobro, naravno zadevo. Pri vas, A to pa zdaj ne moramo, zato ker to je pa kaznivo dejanje. Lahko, recimo, nažalost takih informacij, kje in kako ne moramo dati. Dejstvo je pa, ko so vedno poti najcenejše, ko si začnete gojiti doma. Jaz vsakega, tudi če me zdaj zaprejo, ko vas napeljujem, animiram nas si gojiti doma, ker je pol zastojno. Glej, jaz bi rad videl sodnika, kad te zapre, če imaš raka v 4. stadiju. Res bi ga rad videl. Če ima jajca. Sicer je tudi to, da lahko zahtevate pri zdravniku, da vam dovoli uradno rastline doma, tudi... Ne more, pozabi. Ne more. Samo malo, da razjasnimo še to. Sintetika in nesintetika. Jaz sem dobil zdaj dopis ministrstva, ne vem, če bi lahko za zdravje pravil, za neumnost, ker so res idioti,
kjer govori čisto nekaj drugega in nateguje ljudi. Ne moreš uvoziti in uporabljati nič iz konoplje, ker je vsa rastlina še vedno v prvi skupini, razen THC-ja. Zato je tudi CBD in vse ostalo v Sloveniji prepovedano. V Murski Soboti je šlo tako daleč, da za industrijsko konopljo od kmeta plačaš globo. V Šparu pa kupiš čaj. Taka... Ampak praksa in to dejstvo je to, da recimo v 3 leti je ena deklica nevrotičen bolnik in ima že 15 let oziroma 20 let že ima od zdravnika neko potrdilo, da je bolnik in da lahko doma zdravi. Ne. Je pa to pa Nima. Gregor nima. Edino, kar zdravniki so do zdaj napisali, da bolnik uporablja konopljo. Ja, se pravi, to ne opravičuje, da policija ne pride k njima, da bi lahko delala težave. Ne. Nažalost ne. Zato, ker pri nas je pač sodstvo povzelo s tem, da ti kakor hitro imaš, si kriv, kar je boljši. Vemo, pač, kako sodstvo imamo, in so se enostavno, to je moja glavna tema, kad ne pada zdaj, not slučajno, uzurpirali to in jebejo narod tudi tiste, ki bi si lahko za svoje zdravilo doma gojili. Ker nihče nima pravice odzeti ničesar, kar ti lahko pomaga. Nihče. Kar je naravnega. Česarkoli, če ni prepovedano skočiti z nebotičnika, pa se ubiti, te ni prepovedano niti uporabljati karkoli. Ja tak. Mislim, bedarija. Pa ne bomo o tem. Reči, če imate kaj od zdravljanja, če koga kaj zanima. Jaz bi samo še rad to povedal. Ne, mogoče kasneje, čisto. Preveč zaidem. Povej. Za pljučnega raka, kakšen način najboljši? Kakšnega? Pri pljučnem raku, zdaj, če se gre za mikrocelični, ta je huda oblika, zato ker je predvsem hiter. Je pa tako, tudi pri mikroceličnem se da pomagati. Smo imeli, vendar je nažalost sta oba gospoda umrla zaradi zapletov za zdravljenje, ker sta dobila sepso, mrso direktno v živo. Verjetno prepozem, se ga pozem. Ne, gospod je bil na kavču, pa po enih 50 gramih je že hodil na sprehode, pa že vse v redu in te so mu v bolnici rekli, gospod, vi pa tako super lepo krivi imate, vam damo še eno kemoterapijo. In te je dobil mrso, pa čez teden je šel. Tako, pri pljučnem je zelo pomembno inhaliranje, in če ne gre inhaliranje, vsaj kajenje, da pride vsaj nekaj čez sluznico, čeprav se čez pljuča ne absorbira. Čez pljuča se absorbira samo 10% kanabinoida, ker niso masla. Nevrološke so vse super. Čisto vse. Kako je bolj, recimo, po cerebralni paralizi, da se poškodbe možganov, THC spodbuja rast možganov, CBD pa zavira napade. Pravi, pa je vse. Vse mora biti. Vesta, dešit, otrok, nevarnosti THC-ja za otroke, to so pravljice za lahko noč. Zdaj ti povem, cerebralna paraliza, dva iz Makedonije, ki se zdravita na nevrološki kliniki drugače, oba hudo epilepsijo, ne vem kaj vse, po uvedbi terapije zjutraj CBD, čez dan CBD, zvečer THC, uopšte nema napada više, je bi imeli. In če nimaš napadov, se telo lahko spočije, telo lahko funkcionira, ker vsak epileptični napad, če je hud, je to huda napor za telo, se zmakne. Za multiplo je ponavadi isto. Pri multipli je verjetno mali problem nastane, ker težko, da se pozdravi, ampak se boste zdravili do konca verjetno ali pa dolgo, vendar ne boste imeli simptomov ali pa bistveno lažje. Recimo enkrat. Se tudi za ostala zdravila se večkrat jemljajo, s tem, da druga zdravila pri multipli jih kaj dosti. Z stranskimi učinki hodili, ne? Ja, s tem, da je stranski učinek konoplje samo eden, to je trenutno zateklo. Ja. Ne, pa niti svečkami tega ni, veš.
res, če recimo je, ker je uporabnik, lahko pove razliko, ki je probal eno in drugo. Povejte. Ja, tako kot ste rekel. Ja. Normalno ni zadeti. Nič. Normalno funkcioniraš. Tudi 1 gram na dan lahko vzameš analno, tudi 2 grama. Nič ti ne bo. Prej nisem rekel, ko je akutno spanje pri raku, čim prej na 1 gram ali več na dan. Kaj pa kosti imate? Isto. Edino po kosteh boste vedno imeli pikice. Na rentgenu. Ja, isto. Tudi zdravniška doktrina je, da se svečke, mislim, prvo se daje injekcija, svečka, tableta, zato ker se lepše absorbira. In ko vi oralno pojeste, ves ta smola pride naenkrat v jetra, to se pa absorbira v krvni obtok in to počasi gre po krvnem obtoku. Pride v jetra, ampak ni tiste akutne hude zadetosti. Kaj pa koronova bolezen? Itak. Kako pa se to zdravi? Svečke. Pa koron hitro izveni, zelo hitro. Super. Mislim, vse avtoimune bolezni vsi raki. Je pa s tem, da konoplja ni čudežno zdravilo. Če nekdo zboli za neko boleznijo, je zbolel zaradi tistega, kar je delal ali je bilo. In je treba menjati način, prehrano, vse to je treba menjati. Zato, ker vemo, da danes prehrano dobimo preveč toksinov, pa svinjarija je, recimo, tako vam povedal, soja, sojo si pravi, kak je uhi, njoj soja je čisti strup, bi jo morali prepovedati. To je logika. Soja, recimo, fantki sploh soje gledati ne bi smeli. Zato, ker je polna fitoestrogena in te imamo fantke z bubi, pa ne bomo rekli. Ali pa ženski z rakom na dojki. Tako. Recimo, ko smo se to vozili s Hornbyjem, ko smo imeli te seminarje, on je doktoriral v Human Pathology v Indiji, zaradi tega, ker so imeli ogromno ustnega raka. Ko je on študiral, so učili njega v šoli, da dojenčki nimajo raka. Ne more imeti dojenček raka. Danes ima ne vem koliko dojenčkov raka. Pa živimo v zasvinjanem okolju, strupenem, ne moš kaj drugega. Kaj pa bolezen ščitnice? Tudi. Kako je jemljen zdravila? Kaj je ščitnic zdravila? Treba je spremljati hormon. Niti eno zdravilo, kakršnokoli jemljete, ne smete opustiti brez zdravnika. Posebej še, če so to antidepresivi, to bežte strani tak, pol pomirjevala, pa predvsem antiepileptiki. Vse ta zdravila je treba, ker so hudo zasvojljiva. Če ste na paurina eno leto ali pol leta, ste hujši džanki, ko oni, ko je na horsu, na heroinu. In tudi otegnitveni sindromi so hujši. In raj ne. Ali vaše društvo pomoč pomaga posameznikom, da se naučimo, da delati to ogulno? Nažalost je naše društvo, nas je 5. No, ampak s kom se pa lahko en bolnik pogovori o dozi, kako je imati in tako naprej z vami? Pa kje? Ponavadi. Kje? Kje me ulovi? Kako? Po telefonu. Kje, kakšen je? Zdaj ga ne bom tako dala, čakaj, zdaj. Tu imate, se pravi, vešte na našo stran. Kar se bo dalo, vam bomo odgovorili tule. Tudi mail pa je onej.info@gmail.com. Kar ne bo šlo, seveda se lahko pokliče. Kje se pa dobi svečke? Zdaj modelčke za svečke se dobijo v lekarnah. Težko. Prazne, ne dobijo se težko, čez vredo se dobijo. Pa svečke se pa mora vsak sam narediti, ali pa pač vse čisto enostavno. Kakavino maslo. Kakavovo, zdaj morate paziti, če ste alergični na kakao, eni so, recimo psi. Zelo dobri rezultati so pri zdravljenju raka, pa vseh ostalih pri živalih. Večina psov je alergičnih kakao. Na kakao je treba kokosove narediti. To je treba biti pozoren, da ne crknete pes zaradi vas, ne zaradi bolezni. Pa še to bi rekel. Vsi, ki so nehali jemati konoplo,
nimajo nobenih otegnitvenih sindromov. Tudi tisti, ki so jo imala recimo 100 gramov, ne vem, 3-4 mesece, pa prenehajo čez noč, nimajo otegnitvenih sindromov. Tako to zasvojeno s konopljo, to ne obstaja dejansko. Svečka, samo kakavovo maslo in Pravilno razmerje, ja. Kakavovo maslo in hašiševo olje, oziroma konopljena smola zdaj. Konopljena smola, samo to, kar se bo razile, mora biti zlato rumene barve, imamo jo gor. Tu. Ne sme, ne vidi se, zdaj glih. Lahko bi bilo, ko bi vam tako pokazal, pa ne smem. Mora biti zlato rumene barve in če jo potegnete na po belem papirju, date malo gor in potegnete, mora biti jantarne barve. Ne sme imeti nobenih zelenih, črnih, kakršnih koli, dišati mora po konoplji, ne po topilih, pa ne po vsem ostalem. Lahko se tudi zmenimo, mislim, da stane nekih 100 evrov. Preden kupite, naj vam da 1 gram, kupite 1 gram, date na analizo, pa vsaj veste, kaj kupujete. Pa vedno, če boste kaj kupovali smolo, vam tisti, ki vam jo da, naj razloži, kako se jemlje, pa vse ostalo, ko jo gre zraven. Nekaj te mene kličejo. Zaenkrat pošiljamo v Jeruzalem pa Vancouver. Kaj za tester? Ja. Tester se da... Tester ni zadosti natančen. Samo masna spektografija. Ja, ampak zdaj v kratkem bo prišel tester, 10 testerjev, 150 evrov, bo pokazal vsebnost THC-ja, CBD-ja, pa... Vsebnost bo pokazal, ne pa količine. Ne, količino vsebnosti, ja. Lej, vem, kad pripravlja to doktor kemije pripravlja ravno zaradi tega, ker je na trgu toliko ene slabe robe, da bo lahko človek vsak sam. To je THC tako imenovane in to lahko približno samo pove, če je not. Ja, okvirno, seveda, če... Ni več. Ne, lej, vem, poznam človeka, vem, sem že videl vzorce teh testerjev. Ampak, čakaj. To, da se vidi v bistvu, ali je naravno, ali ima to absolutno vsebnost noter, ali lahko zaupate te stvari, ali ne. No, bo pa v kratkem to, bom jaz tudi te povedal, pa se bo to objavilo. To bi bilo dobro, samo na žalost, Lumir pa Hornby, oba sta kemijska analitika in trenutno ni druge metode, ali HPLC, se pravi, tale tekočinski, ali pa GSMS, da ti pove točno vsebnost kanabinoidov. Mora pa biti vsaj 80+%, da je za raka ok. A veste, kaj me še zanima? To je tako, ko enkrat poznate substanco, vidite, pa probate, pa skadite, pa te veste kaj. A veste, kaj me še zanima? Cena. Cene so od do. Jaz vem za kolegico, ki je dala 300 evrov za mililiter. Nekdo je grdo. Kaj? Nekdo je grdo na tem. No, kaj je realno? Cena v Sloveniji za hašiševo olje se giblje med 40 pa... Koliko si rekla? 300 evrov je dala za mililiter. 40 do 100 evrov, recimo, ajde, ona je dala 300, to je nekdo fejst, ampak ni pa vedno najdražje, najboljše. A za gram? Ja. Za gram, za mililiter. Če gojite za sebe doma konoplo, vam je za raka zadosti 1 kvadratni meter, približno, in ta investicija vas stane 500 evrov, pa 200 evrov tekoče stroškov na 2 meseca in imate svoje zdravilo in nastane nič. A poveš, da je božo za primerjavo še sintetični THC ceno? Ja, cena sintetičnega THC-ja, če je kdo dober matematik, 2,5 deci 1% raztopine stane 240 evrov. Oziroma ne, glavno, gram je 240 evrov. Tega drona benola v Avstriji. Zdaj na ministrstvu govorijo, kad črni trg je pa predrag, stane pa 40, 6-krat manj. Torej, gram. Gram. O gramu ste prej govorili. O gramu. 40. Če preračunate, ne? 40 do 60 za gram ste govorili. Tako. Gram pa mililiter je približno 1:1. Lahko tudi pacijenti pridajo. Jaz si tak
Imam najrajši, če se vsakim pacientom posebej pogovorim. To mi sicer vzame dosti časa, ne, samo ne moreš ljudem pomagati samo, če mu nekaj daš. Moraš se pomeniti, pa videti zakaj. Svečkami zdravi. Je že kje v kateri državi to dovoljen? Ne. Zakaj? Saj svečka je samo ista učinkovina. Ko ima enkrat dovoljene se doma gojiti, si lahko narediš svečko, lahko si narediš karkoli. Je tudi naš namen, oziroma nekaj takšnega bloka bi bila ena kontrola kvalitete, ne kontrola gojenja. Ampak ljudje, ki bi si sami gojili, da lahko nekam prinesejo, da se jim to predela na takšen način, da bo za njih zdravo, pa ga ne bo vsaka druga hiša gorela po Sloveniji, ko bodo to vsi kuhali, ne? Ker kuhati benzin ali izopropil ni za jebance. Mislim, to je nevarna zadeva in to niti malo se ne priporoča delati njih. Jaz sem slišala, da če se kukiji delajo, je zelo težko narediti dozo. Ja. Zato pa, če hočeš terapevtske kukije imeti, jih delaj z hašiševim oljem, ker lahko natančno doziraš. Ko pa ti to tam kuhaš listje, to pa nič ne veš kaj imati. Včasih lahko poješ 5, včasih pa enega. Ja, pa moraš paziti, da je ista ročna poješ. Ja, ali to spod. A ja, kaj pa pri Alzheimerju? Isto. Isto. Pri vseh nevroloških boleznih še isto. In kokosovo maščoba, čim več kokosove maščobe. Ampak za demenco daš CBD? Oboje. Torej zvečer so posto. Tako. To bi mogoče poudaril, če se jemlje kombinirano CBD in se pravi, z višjo vsebnostjo CBD-ja in THC-ja se CBD jemlje čez dan, ker je dvignete enostavno, ne moreš spati, ne po 5 uri CBD-ja in pol zvečer pa THC, ko se ti pač ta učinek izniči. Oprosti, torej za epilepsijo praviš svečko zvečer, ne? Čez dan pa CBD. Dvakrat. Tako. Odvisno tudi od telesne teže, pa od odzivnosti. Recimo ta punčka jemlje četrtino kapsule dvakrat na dan, to je 500 mg kapsula, 250, dvakrat na dan 125 mg. In ima že pol leta napadla. Ja, ampak je koliko težka? 12, ne, čakaj, 30 kg. Kaj to, svečke, ni za dieta? To so kapsule. Kapsule. Pa ni za dieta? Ne, ker je CBD. Tu sem prej mogoče pozabil povedati, prej nekdo je govoril o sortah, ki imajo isti procent THC-ja pa CBD-ja. Vse te sorte so se pojavljale predvsem za zdravljenje epilepsije, zato ker poznate Charlotte's Web, oni uporabljajo z visokim CBD-jem pa skoraj brez THC-ja. Pa imaš Helis Comet, ki ima pol, pa ima super rezultate. In imaš tudi sorte, ki imajo visok THC, ki naj ne bi bile primerne za otroke, pa imajo vsi super rezultate. Zato, ker se vsak drugače odziva, predvsem nevrološki. Kaj pa za demenco? Je zadost, da daš enkrat zvečer THC in zjutraj samo CBD, ali moraš dati dvakrat na dan CBD? Ne vemo. Treba je stanje spremljati, samo še vedno za take hude je THC bolj pomembno. Čim več THC. Tudi čez dan? Tudi čez dan lahko, z svečkami. Namreč najpomembnejši endokannabinoid v človeškem telesu je anandamid in edino nadomestilo je delta-9 THC. Ne moreš ga z druge nadomestiti, ker ne paše v ključavnico. In če tega primanjkuje, pa če ga moraš, tudi če je otrok, nima veze. Kaj bi pa svetoval človeku, ki je že na kemoterapiji, na recimo raka na bezgavka? Najprej dobro razstrupljanje, da to z njega gre ven, pa zeolit to bo dražen, bolj vedo. Ampak najprej dobro razstrupljanje, ker kemoterapija je pa res